Pozdravljeni. Pirelli bo pripeljal na veliko nagrado Velike Britanije novo tipologijo pnevmatik, tiste, ki smo jih videli kot testne na veliki nagradi Avstrije. Gre za pnevmatike, ki imajo novo konstrukcijo, bolj togo in skupaj se bomo malce povprašali, kako to lahko spremeni razmerje moči na štartnem razporedu. V mnogih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, lahko prebiramo, ko so pri Red Bullu končno naredili boljši bolid od tovarniške ekipe Mercedes. Seveda, avtorji se opirajo samo na tiste gole rezultate dirk, kjer je res Red Bull zmagal zadnjih 5 dirk in Mercedes pokazal določene težave. Po drugi strani noben ne dokaže, kje so pri Red Bullu dobili to prednost. Je zadeva vezana na formo Maxa Verstappena? Je šasija RB16B res toliko boljša od Mercedesa W12? Je pogonski sklop Honda boljši od Mercedesovega? Je kombinacija vseh treh faktorjev, so proge tiste, ki so bile odločilne s svojimi karakteristikami? Ne vemo. Vemo le, da po mnenju avtorjev, ker je Red Bull zmagal zadnjih 5 dirk, je preprosto boljši. Obstaja teorija, katero vam bom nekako skušal razložiti v naslednjih minutah, da je za vse lahko tudi odgovoren Pirelli. Namreč pnevmatika v svetu motošporta je eden izmed ključnih faktorjev. Je tisti element, ki drži neposredni stik med asfaltom in seveda samim bolidom. In prav tu pri pnevmatikah bomo na naslednji dirki veliki nagradi Velike Britanije videli korenite spremembe. Namreč Pirelli je dobil dovoljenje, zeleno luč, da bo na dirko pripeljal novo konstrukcijo pnevmatik. Tiste pnevmatike, ki smo jih videli kot testne na veliki nagradi Avstrije. A do tam nas čaka še malce daljša pot. Namreč res, pri Red Bullu so zmagali zadnjih 5 dirk. Tudi pri Mercedesu smo videli v letošnji sezoni najmanj 2 dirki, kjer so bili v tisti svoji stari formi. Na to marsikateri avtor pozabi. In govorim o veliki nagradi Portugalske in veliki nagradi Španije. Zakaj so takrat bili tam pri Mercedesu enkratni? Na to na naslednjih dirkah pravzaprav neprepoznavni. Vprašanje, s katerim se marsikdo sploh ni ukvarjal. In danes vam bom tu predstavil mojo teorijo in moje videnje, kaj nas lahko čaka v prihodnosti. Kot sem vam omenil, gre za teorijo, katera potrebuje potrditev. Priznam, da imam premalo podatkov, da bi lahko z gotovostjo nekaj trdil, ampak mislim, da bo v naslednjih minutah podana zanimiva zgodba, katera lahko, če ne drugega, služi kot izhodišče za razmišljanje. Znano nam je dejstvo, da pri tovarniški ekipi Mercedes skozi sezone temeljijo na tem, da imajo njihovi bolidi izjemno visoko količino aerodinamičnega oprijema. Torej, njihovi bolidi so dobesedno prilepljeni na progo. Ker sem predtem omenil, da je pnevmatika tista, ki drži neposreden kontakt med bolidom in asfaltno površino, ta visoka količina aerodinamičnega oprijema pomeni, da tudi pnevmatika kot taka sprejme visoko količino energije. Dobesedno, bolid potiska pnevmatiko v asfalt. Zaradi tega ta pnevmatika se tudi lažje segreje in v določenih primerih tudi pregreje. V nasprotnem primeru imamo Red Bull, kjer vidimo obratno situacijo. Šasija z izjemno nizkim zračnim uporom, ampak manjšo količino tistega aerodinamičnega oprijema. Torej, pri
njih se pnevmatike ne segrevajo toliko kot pri Mercedesu. In mislim, da za to dejstvo smo imeli v predhodnih sezonah kar nekaj dokazov. Seveda, če pogledamo tisto tabelo, ki je vsem nam navdušencem znana, kjer je Pirelli pred leti objavil delovne temperature različnih mešanic, vidimo, da mehkejša kot je pnevmatika, na nižji delovni temperaturi je tisti optimum. In seveda, vsi boste sedaj porekli, gre za stare podatke, a mešanice se do danes niso spremenile, zato podatki držijo. Torej, če združimo ti dve zadevi, ki sem jih pravkar omenil, lahko zaključimo, da Mercedes bo bolj konkurenčen na trših pnevmatikah, medtem ko Red Bull na mehkejših. In če pogledamo malce rezultate, ki smo jih videli letos, bomo videli, da več ali manj to drži. Na veliki nagradi Portugalske in veliki nagradi Španije so imele ekipe na razpolago pnevmatike C1, C2 in C3. Seveda, lastnosti proge so jih zahtevale, ampak tudi pri Mercedesu so bili izjemno udobni na teh mešanicah. Po drugi strani smo videli, da na mehkejših mešanicah je bil Red Bull presneto hiter. In tu ne govorim samo o veliki nagradi Avstrije in veliki nagradi Monaka, ampak tudi drugod. To, po mojem mnenju, še ni dovolj. Namreč tam okrog velike nagrade Azerbajdžana je bilo ogromno govora o minimalnem tlaku. Seveda, vsi se dobro spomnimo najprej nesreče Lensa Strolla in nato Maxa Verstappena. Pri FIA in Pirelliju se je takoj začelo govoriti o tlaku v pnevmatikah. In da obnovimo malce zgodbo, Pirelli predpiše minimalni dovoljen tlak v pnevmatikah. To pa zaradi tega, ker nižji kot je tlak v pnevmatiki, višji je oprijem. Namreč v ovinku, ukolikor je pnevmatika malce bolj gibka, se ta deformira in tako omogoča bolidu, da ima višjo hitrost v zavoju. Poleg tega, ko se pnevmatika deformira, sprejme določeno mero energije in se tako ogreje. Zaradi varnostnih razlogov Pirelli kontrolira in seveda predpiše minimalni tlak. Ekipe si lahko izberejo višjega, a skoraj nihče ne poseže po tej rešitvi. Videli smo, da na veliki nagradi Portugalske in veliki nagradi Španije smo imeli najtrši izbor C1, C2 in C3. Ti dve dirki sta bili na koledarju tudi v lanski sezoni 2020, zato lahko primerjamo te rezultate med seboj. Namreč na začetku je Pirelli sezone 2021 uvedel novo konstrukcijo pnevmatik, bolj togo, konstrukcijo, ki omogoča nižji delovni tlak. In če pogledamo veliko nagrado Portugalske, sezona 2020, na prednjem paru pnevmatik 23 PSI-jev, na zadnjem paru pnevmatik 19,5 PSI-jev, oziroma funtov na kvadratni palec, ta enota se uporablja v Formuli 1. Letos nižji tlaki. Na prednjem paru 21, na zadnjem paru 19. Torej, vidimo, da na zadnjem paru se tlak ni znižal toliko kot na prednjem paru, a še zmeraj je razlika med enim in drugim opazna. Podobna zgodba v Španiji, kjer smo lepo videli, da na prednjem paru v sezoni 2020 so imeli 23 PSI-jev, v zadnjem paru pnevmatik 20,5. Letos na prednjem paru 22 PSI-jev, v zadnjem paru 19,5. Torej, vidimo lahko, da razlika v tlaku med prednjim in zadnjim parom koles se giblje tam med 2,5 funtoma in 3 funti na kvadratni palec.
Zadeve, kot sem vam omenil, so se začele spreminjati na veliki nagradi Azerbajdžana. Bistveno mehkejše mešanice pnevmatik, C3, C4 in C5. Predpisan tlak, spredaj 20 PSI, zadaj 19. Zanimivo je, kaj se je zgodilo pravzaprav tako na Aston Martinu Lensa Strolla kot Red Bullu Maxa Verstappena. Mi tega ne vemo, kaj se je takrat dogajalo na samem bolidu, a lahko nekako sumimo, da sta vozila dobesedno pregrobo, predivje, da sta na tisti pnevmatiki z nizkim tlakom dobesedno zahtevala preveč in pnevmatika je popustila. Ista pnevmatika približno v istem trenutku, v istem delu stinta, do tista najtrša. Zato so pri Pirelliju takoj začeli prvič z obsojanjem ekip in drugič s spremembami, kar se tiče minimalnega tlaka. V veliki nagradi Francije smo videli pnevmatike tistega srednjega izbora, C2, C3 in C4. A tu se je zgodilo nekaj zanimivega. Na prednjem paru smo imeli minimalni predpisan tlak 21 PSI. Na zadnjem paru 21,5 PSI. Torej, nimamo več tiste razlike na zadnjem paru pnevmatik med 2,5 in 3 funti na kvadratni palec. V bistvu imamo pol funta na kvadratni palec višji tlak. In Mercedes, podobno kot v Azerbajdžanu, je bil v težavah. Namreč izgleda, da njihov bolid rabi tršo pnevmatiko in razliko v tlaku, kot sem povedal, tam nad 2,5 funtama na kvadratni palec. Prišla je velika nagrada Štajerske, kjer smo imeli različno izbiro trdot na dveh dirkah. Na veliki nagradi Štajerske C2, C3, C4, na veliki nagradi Avstrije C3, C4 in C5. A zopet razlika v tlaku daleč od tistega, kar bi po naših podatkih ustrezalo Mercedesu. Na prednjem paru 21,5 funta na kvadratni palec, zadaj 20 funtov na kvadratni palec. In seveda, videli smo predstavo, kjer je Max Verstappen dobesedno blestel. Na prvi dirki je bil dominanten, v drugi dirki dobesedno fantastičen. Zgodilo se je nekaj zanimivega. Na veliki nagradi Avstrije so testirali novo tipologijo pnevmatik. In kolikšen je bil tlak na zadnjem paru koles? 18 funtov na kvadratni palec. Torej, če primerjamo s tistimi prednjimi, smo zopet imeli tu celo 3,5 funte na kvadratni palec razlike. Ste opazili, da predvsem na drugem prostem treningu Mercedes sploh ni bil tako slab, kot bi si lahko nekdo mislil? Seveda, treba je upoštevati tudi nižje temperature, kar se tiče okolja, a vseeno. Prihaja velika nagrada Velike Britanije, kjer bomo videli zopet to novo tipologijo pnevmatik in videli bomo najtrši izbor C1, C2 in C3. Torej je upravičeno pričakovati neke vrste preporod tovarniške ekipe Mercedes samo zaradi te spremembe? Po mojem, da. Poglejmo še korak naprej. Sicer grafika, ki vam jo bom pokazal, ni ažurna. Prišlo je kar do nekaj sprememb, kar se tiče velikih nagrad. Če so moji podatki pravilni, bomo samo še na veliki nagradi Rusije videli tisti izbor C3, C4 in C5. Torej, lahko v tem drugem delu sezone pričakujemo bolj konkurenčen Mercedes, bomo kar naenkrat lahko videli Red Bulla v krizi. Ne vem, nekateri podatki kažejo tudi v to smer. Sam ne bi bil presenečen, a ne bi rad nekako začel teorij zarot, da nekdo zopet pomaga Mercedesu.
Videli smo v letošnji sezoni in tudi v lanski, da če so pomagali nekomu, so predvsem pomagali Red Bullu in tu s prstom kažem na Pirelli. A tipologije prog, ki prihajajo, zahtevajo trše pnevmatike in te trše pnevmatike s spremembo tlakov bodo po mojem mnenju pisane na kožo Mercedesov. Seveda gre za špekulacije, gre za teorije, a mislim, da kot izhodišče bistveno bolj zanimiva zadeva, kot nekako trditi, da so pri Red Bullu napravili boljši bolid, brez da bi imeli za to kakšne osnove, ki bi se izrazila v določenih številkah. A kot običajno, moje mnenje in seveda moja teorija. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.